Ljudje in ljudine, poslušate Obod, 6. epizodo podcasta oziroma podaje, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije, filme in risanke vseh žanrov, od F do Z. Obod, obsedeni z Belcebubom in odrešeni z devištvom, smo tako kot vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp in Aljoša Harlamo. Lep pozdrav vsem zvestim poslušalcem in vsem, ki nas poslušate prvič. Tokrat se bomo za vas pogovarjali o horror žanru, torej o slovensko grozljivkah. Moja kolega sta si včeraj ogledala premiero filma Halloween, najnovejšega, že 11. filma iz horror sage o Michaelu Myersu, Latex entuziastu, v režiji Davida Gordona Greena, v katerem znova zaigra tudi Jamie Lee Curtis, ki je igrala že v originalnem filmu iz leta 1978, ki je klasika tega žanra. Potem pa se bomo za vas spominjali najbolj groznih filmov in scen iz naših življenj, se pravi, če vas, ampak fikcijskih, se pravi, če vas zanimajo grozljivke, ostanite z nami, če poslušate tole zvečer, ko ste sami doma, pa je zunaj nenadoma zmanjkalo elektrike, pa mogoče rajši nehajte in počakajte na kak ugodnejši trenutek. In seveda še pozor, Ministrstvo za dobro počutje opozarja, da ta epizoda vsebuje spoilere. Torej, dajmo Halloween najprej. Najprej par besed o tem, kaj je Halloween. Dajte povedati, kaj ste videla včeraj. Torej, najprej Halloween je prvi, je iz 78. kot si omenil, John Carpenter ga je naredil za praktično nič denarja in je bil skrajno vesel, ko je izvedel, da lahko glavno vlogo da 19-letni Jamie Lee Curtis. Deloma zato, ker je bila vredna na audiciji, predvsem pa zato, ker je potem vedel, da lahko tržijo kot hči Janet Leigh iz Psihota. In film je zelo preprost, sta en morilec, ki ubija babysitterke. Prvotni naslov je bil Babysitter Murders, ampak se jim je zdelo malo preveč mogoče pa res. In so potem šli na to, ima zelo učinkovito, preprosto, Carpenterjevo glasbo in kamera in režija sta zelo minimalistični, super. Vse je ono na zelo preprosto narejeno, ampak totalno deluje. In deluje tak, da ne samo, da je Jamie Lee Curtis postala bolj slavna kot njena mama, zaradi tega, kako kriči, ko beži pred morilcem. Čakaj, njena mama, je igrala v Psihotu, Hitchcockovem, ne? Glavno vlogo je ženska. Ampak je postavil film en kup teh stalnic žanra in če ga danes gledaš, se ti zdi to lahko malo bedno, prav moraš se zavedati tega, da je en prvih, da je recimo to pa je prvič bilo v tem filmu, da zadnja ženska preživi, da preživi tista, ki se ni seksala ali se drogirala, da kam teče, kako teče. Mislim, vse, kar vidiš v tem filmu, se ti zdi že videno, ampak tu je bilo prvič. Isto Psiho, ne? Če ga greš danes gledati, se ti zdi, pa kaj je tej ženski, da je šla v Bates Motel, ne? Ja, se spomnim. Skratka, film je zelo učinkovit, pol so naredili še nadaljevanja, ki niso bila vedno posebej uspešna. V nadaljevanjih so med drugim pol določili, da naj bi ta glavna junakinja bila sestra od Michaela Myersa in naj bi zato on vedel, da jo lovi ali karkoli. Kek twist je pa to? Čakaj malo. No, bilo je še milijon twistov. Zanimivo je tudi, kdo vse je igral v teh raznih Halloweenih, med drugim. Paul Rudd, Ant-Man, je bil nekoč nek posvojenec od nje, od tega lika, ki je Jamie Lee Curtis. Pa bil je Josh Hartnett, pa Michelle Williams. Tako da zdaj smo že dva Marvelova filma pokrili. Skratka, kar je omembe vrednega še iz te serije, je bil Rob Zombie reboot, ki je bil cool, kjer je bil še ful enega psihološkega ozadja, da pač ta Mike Myers je v težavni družini odvaja. Zelo tak prvi pol filma je tak socialni realizem, pol pa postane horror, ampak zelo zanimiv film. Zdaj so se pa odločili vse, kar je bilo do zdaj brez veze, in namesto, da bi tako pri petku 13. poslali Michaela Myersa v vesolje, so se odločili, da bojo naredili nekaj malo manj originalnega in sicer
nadaljevanje prvega filma. Preprosto so ignorirali vse, kar se je zgodilo vmes. Tukaj imamo spet Jamie Lee Curtis oziroma Laurie Strode in Michaela Myersa, ki se vrne po njo. In kar je ključnega v tem filmu, je, da so naredili Laurie Strode v Sarah Connor. Ta film je v bistvu pravno toliko, koliko si je vzel iz Halloween 1, si je vzame tudi iz Terminator 2. In spoznamo Lori, ki je zdaj 40 let starejša in je imela babica in je hčerko, dokler niso pri 12 letih je vzeli, jo je vzgajala v bojevnico in paranojka, tako kot John Connor. Ampak za razliko od tega, da je John Connor tam čist badass, je tale hčerka, ki jo igra Judy Greer, zdaj middle-aged in se je odločila, da to niso pomembne stvari v življenju, dokler pač na eni ključni točki filma to na avtomatsko kikne in je čist badass. Njeni instinkti pridejo nazaj. Ja, ne, tudi par ikonografskih podob je v bistvu v tem Halloweenu, ki se zelo naveže na Terminatorje. Pozor kvarnik, ampak tam naprimer tisti kabinet z orožjem, pa neko skrivanje po kleteh, pa potem končna scena z požarom je čist analogno, kaj se dogaja naprimer v flashbackih Sarah Connor v Terminator 2, čist, tako prav tako, ko smo prišli ven s kina, smo rekel no fate, veš. Ja. Zdaj film, ali je dober ali ne, je vredno gleda ali ne. Prvo kot prvo, film ni posebej strašljiv. Par takih je, da naredi, ne, ampak v primerjavi z kakim Conjuringom, pač priklicanim zlom in tudi nedavno tole Nuno, ne, je... No, je malo drugačen tudi žanr zmeraj, ne, Halloween je slasher, pač to je vseeno. Je slasher in je grozljivo pri tem, da je Michael Myers neustavljiv. Ne? In da karkoli mu naredijo, bo še vedno šel za njimi. Ne? Zdaj pa analogija s Terminatorjem, pol spet, ne? Tudi Laurie Strode je zdaj neustavljiva in neuničljiva. Ne? In je potem to dosti bolj enakovreden spopad. Ne? Ker v prvem filmu sicer njo dosti v teh feministični kritiki je bila sprva njen lik kritiziran kot to, da je preveč pasivna. Ne? Ampak dejansko je ena najbolj aktivnih tovrstnih Final Girl, ki ona dejansko z nožem ga napade in če bi bil to normalen človek, bi ga ona ustavila takrat. In potem jo pride rešiti tisti psihiater, ki ga ustreli, ampak si tudi še vedno pol zgine truplo. Še vedno ni premagan. Tako da ni ona toliko tu pač princeska, ki jo reši vitez, kot je že v prvem bila, kot je nekdo, ki se resno, koliko gre postavi zase in tukaj pač to dotera. V tem delu se mi je zdelo v bistvu, če grem prav na to temo, močen ženski lik, kako ga kreirati, v kontrastu z njeno hčerko, ona deluje totalno badass, torej kao ta Sarah Connor, ki se pripravlja, pa njeno fobijo kanalizira v močen psihološki okvir, medtem ko njena hčerka zapopade v družinsko življenje in v bistvu jo odrine svojo lastno mami ven iz svojega življenja, ker pač se ne želi s tem ukvarjati. Še vnukinja, pa po vrhu nekako se želi vklopiti, pa želi imeti stik z svojo mami, pa levo desno, ampak je nekako medla. Mislim, ona se tudi potem na koncu, vsi trije liki se na koncu nekako zrastejo, pa poprimejo za žezlo, da tako rečem, in se uprejo tej neustavljivi, rečemo temu, patriarhalni moči. Tukaj sem prav pa tudi precej kritik na tega. Na koncu je vseeno vse premalo povezano. One so sicer tam skupaj v sobi in se uprejo, ampak vseeno pa ne zvemo dovolj o njih, vseeno dosti bolj reagirajo z izjemo nje. Samo, če smem, mislim, ves film je nekako non-stop zasledovanje logika, akcija, reakcija. Ker tudi Mike Myers, vse v njemu v bistvu nič ne veš, tip ne govori, njega ne vidiš, vidiš ga zgolj, takrat, ko si masko povezne, pa še takrat v klasični, koliko razumem, Halloween maniri, ga vidiš zgolj osvetljenega od zadaj, non-stop je v senci ali pa strmi nekje v zadju. In
vse, kar ti lahko spremljaš, je pač to neustavljivo silo in njegove kao zles slasher kile. Tu je tudi pač. Tle ponovadi pri taki kritiki je navadno problem, ker se ne upošteva pravil žanra. Pač, tako, kot si ti rekel, pač ona naredi vse v prvem delu, oziroma v originalnem, naredi vse, kar ti je človeško mogoče. Sam ti se pač proti nadnaravnemu ne moreš boriti naravno, logično. Tako da tle pač treba, da se pač pravila žanra imajo neke svoje omejitve, dokje ti lahko kritiko, patriarhata ali pa kakokoli furaš. Nekje se pač to ni 100% simil, ni to popolna primera. So pa tukaj zelo zavestno kršijo in je zanimivo, ker ti pričakuješ, da bodo določene stvari šle po žanru. Recimo tam je ena scena z punco, ki babysita, ki prijateljca v tej vnukinji in pride njen fant in ona dva še nič ni, se še samo pogovarjata o tem, da bi seksala in potem pride Mike Myers in misliš, aha, zdaj se bo pa ona rešila, ker še ni seksala fant, on pa je že nekaj spil ali skadil enega, tako da on je ampak dejansko njo dobi in pol še njega. Tu te bom popravil, da korona mu reče, ker se ti pokaže njej tatu, pa reče, kao, this will be a night to remember, till the end, till the rest of our days, nekaj takega, pol bom pa reče, I will dry fuck you like... Dry fuck, In mislim, da sta dry fuckala, tako da... Ne, dry humping pa dry fucking... Ne, prav, ona... A vi da se prav trudite, da mi dobimo spet na iTunes. Mislim, da je tukaj razlika, dry humping je... No, da je pove, kaj... Samo ne reče dry humping, ona reče... Dry humping bi bilo, če bi bila oblečena, kar tam počneta in predigra. Dry fucking pa bi bilo, da ne uporabite lubrikanta. Ja, ampak ona prav... Ja, dobro, lahko zagremo prav to razšljeni, ampak... Ona mu prav reče, I will dry fuck you, ne? Ja. Prav to reče. Kljub temu, da sta pol na kauču oblečena pa vse. Sorry, mogoče Mike sliši 3 ulice zraven, fuck, gremo. Dobro, imamo to smo odklukali. Skratka, ni vama bil toliko strašen, če zdaj prav razumem. Ne, je pa soliden film, zelo zanimiv. Mislim, nekako veš, kako se bo končalo, bolj manj tudi, ne? Ampak je dobro zgrajeno, pa zanimivi liki so. Ena par dobrih kilov, jaz sem prav 2 odklukal, solid kill, prav z onimi lučmi na senzor, tisto me je bilo res dober. Zakrije, pa skrije. Ja, ko v bistvu ga vidimo v zadju, pa si ta mulc na tleh misli, gospod sosed, se samo gre mimo, pa se luči sklopi, pa se ostane in se zopet luči klopi, je že bliže. Ko pa narobe, se ne razumem, se je samo Halloween, se grem takoj in se zopet luči sklopi in seveda, ko se nazaj vklopi, že vidiš, kako roka zamahne proti kameni. To pa je Weeping Angel iz Dr. Who. To so scene. Tam je pač ena nadnaravno bitje, ki se ne more premikati, če ga gledaš. In ko pomežikneš, pač, ka moraš slejko prej, je bliže. In to je za mene pač najboljše v loru Dr. Who, so to 100krat boljše od unih blesavih kant daleko. Ampak točno to, je pa ta fora, nezmer. In točno te scene so pač tema in pol je on bliže, ampak so kipi, ne. Ko imaš prav to, po eni strani so nepremični še zmer, neko se prižge luče, pač kip, ampak ima te zmržene pač detajle, dvig roke. Se prav vidi pri njih, koliko morajo na budžet paziti. Ne, ampak tukaj je dobro dela, tale kill dobro dela, medtem ko eni so dost bolj pričakovani, ampak je pa dobro posneto. Tam je en dolg take, naprimer, tisti mi je bil všeč, ko stopi na ulico, se kamera kot z njegovega POV-ja obrne, gleda, kaj bom pa zdaj ubil, ampak stopi naprej, si premisli, stopi Dubajte, pogleda skozi okno, slišiš ta klasičen zvočni insert njegovega dihanja skozi masko, pogleda skozi okno, vidi, v redu, in potem gre okrog bajte, senca pada na... S tem, da kamera ostane zunaj in ti gledaš not, ne? Pride pa pogleda, kaj se dogaja, če kaj zunaj in glih začne zapirati rolete, pa ti vidiš, da on od zadaj not pride. Tak, zelo lepo narejeno, mislim, sicer pričakovano, to, što veš, kaj se bo zgodilo, ampak takle, le zdaj šel okolj, se tam no še porino skozi njem vrat, kako lepo. To je priljubljeno. Še bolj kot v prejšnjih filmih, nož skozi vrat je tukaj. Drugače ima pa še en science fiction element. Prvi 2 žrtvi sta 2 podcasterja. In sicer ona 2 delata, Britanca sta in delata podcast o primerih starih, ali serial, no? Aha, okay. Ampak ona 2 sta prišla iz UK v ZDA, tu research
research delati, potujete naokrog po ZDA in polk dobita dostop do Mikea Myersa v norišnici, iz DA Office dobita masko originalno in še potem greta do Lori in ji ponudita $3000, ker apparently podcasterji dobijo full cash, ja. Ne da bi kaj videli. Budžet na eno epizodo mora biti tam, ne vem, $50,000, ampak ok. Ne, se je bilo noro, kako se ona dva razglašata tamle kot neka raziskovalna novinarja, ampak v bistvu cel caj tako pristransko, pa skušata naprimer tudi Jamie Lee Curtis sprovocirati, kao, dajte nam povedati, kako ste se počutili, ko so vašo hčerko socialne delavke odpeljale, pa tak naprej. Ja, da kam ona, veš. No, ampak to je cool, da imamo neke aspiracije, kaj moramo v življenju. Ja, vsekakor bomo šli, hodili v umobolnico pa iskala. Bolnico pa kazali morilsko orožje človekov. No, če bomo imeli tak budžet, kot sta očitno imela ona dva, okay. Dobro, povejte, gremo najljubše grozljivke. Ne, jaz bi še nekaj samo komentiral, na hitro. No. Z vizualnega stališča mi je bilo par stvari zelo všeč, par stvari pa ne všeč. Ne. Kot prvo, muzika mi je šla na K. Pač pa vem, da je klasika od Carpenterja, ampak šele takrat je zašpilala, ko so začeli novi sodobni elementi noter furati, neki dron je noter, tam na drugi polovici filma začne špilati in je tako kar cool. Prvo polovico filma pa sem imel feeling, to sem že slišal, pa to je kot neki Stranger Things nostalgija, ne? Ampak dobro, štekam, to je pač vseeno remake / homaž, ne? Po drugi strani kamera mi je dobro funkcionirala, vse je ovito v temo. Pa ta anamorfen format, ne vem, če si to opazil včeraj, ne? V bistvu, anamorfen format ti zaznaš, ko so tiste lučke v ozadju zameglene, dosto ovalne oblike, ne? In to je v bistvu čist 70s stil snemanja. In tako je, veš, ko nekdo dela ali homaž, ali pa uporabi tole v bistvu za neko novo zadevo, je pa se, ok. Ja, ta režiser David Gordon Green ima zelo rad take stvari. Ja. Tako da to je bilo zelo lušno. Tudi z fotografskega stališča, kako v bistvu zelo malo sredstvi uporabiti, pa delati suspense, je kar cool, ne. Kljub temu, da mi je padlo v kliše v končnem fajtu v bajti, tega to še moram popluvati malo, ne. Skratka, Jamie Lee Curtis tamle izklapla luči, zato da od zunaj Mike ne bi njih videl, ampak pol seveda, ko udre v bajto, zakaj ne prežge luči? Ona potem z šibrovko pa z lučko po lastni bajti hodi pa ga išče. Kljub temu, da ima neke priprave, to se mi je zdelo genius sicer, ne? Ona ima naprej pripravljeno bajto, zato da bi ga ulovila ali pa se vsaj zavarovala. John Rambo. Ja, ampak vsako sobo, ki ona potem pregleda s tole lučko. Bi lahko vklopila. Ja, bi lahko luč vklopila, pa še potem v bistvu neka zapora pade, da je pač ta soba odkljukana, ne? Ampak seveda, ko pride v ta zadnjo sobo, kjer bi se naj on skrival, pa vidi odprt balkonska vrata, pa se veš, joj, stupi. Tako da, tole. Ja, no, malo pač nekaj napetost vseeno mora biti. No. High-tech bo vse uničilo, ne more še grozljivk. Ja, no, se vem. Imam pa jaz na svojem top seznamu eno high-tech grozljivko. Ok. No, pol pa pojmo na to. Ne. Ja. Bom jaz kar začel, pa ker sem ravno omenil to high-tech grozljivko, bom kar nadaljeval, pač jaz sem pred leti, mislim, da je ena mojih najljubših grozljivk je The Cabin in the Woods, se pravi, mislim, da koča sredi gozda, kakorkoli je bil že slovenski prevod od Druja Godarja, ki ga je posnel skupaj z seveda mojim Jossom Whedonom in to sta pač dva stvarjalca, ki sta prej delala Buffy, Vampire Slayer, tako da no surprise there. Tako, no surprise there. Je pa pač taka zanimiva meta grozljivka, v kateri pač prav naberejo te ljudi, ki ustrezajo tem karakterjem iz stereotipom iz filmov, oziroma iz tega žanra, se pravi The Whore, The Athlete, The Scholar, The Fool in The Virgin. Pač. In pol je dejansko pride do nekega preobrata, ko oni vidijo, da ta high-tech neka bajta sred gozda, da pravzaprav gre za nek obred žrtvovanja, v katerem moraš pač vsakih ne vem koliko let moraš žrtvovati pač te ljudi, ki pa si sami izberejo pač nek podžanr grozljivke, bomo tako rekli. Ne? Oni pač tam zberejo, mislim, da prikličejo nekega zombija ali duha ali nekaj podobnega, no? Lahko pa imajo vse variante, imajo pač tam vokodlake, vampirje, pač vse skrivajo pod neke takoje, v neki underground facility in pač na koncu, ko preživita sam še, mislim, da The Virgin seveda, pa The Slut, ne? Ne, Kdo preživi na koncu? Stoner.
Pač ji ponudijo, pač, če ne bo, ker ti obredi se dogajajo po vsem svetu in če ne bo zdaj ona ubila unga, bo pač konc sveta, ker to neki bogovi zahtevajo žrtvovanje in on vas je odločila, da je svet pač itak tok zjeban, da ga nima smisla rešiti in je pač konec tako totalno apokaliptičen. Pač to je meni, ni pač res to klasična grozljivka, kje bi tebe bilo strah, ampak recimo pač ena mojih najljubših taka citatna grozljivka, mislim, da po Kriku pravzaprav najboljša taka meta grozljivka. Meni je bila briljantna in vem, da ker sem videl trailer, pa ful sem pričakoval od teh avtorjev isto in pol začnem gledati prvih 5 minut in sta ona dva birokrata, ki se vozita po bajti in pogovarjata in imajo neke stave, čistko da gledaš The Office in je tako, kaj je to? Ali imam pravi film? Kaj zdaj? In potem, ko se razplete, si zelo imprest. Ampak, kot si rekel, jaz si nisem danes seznam zato, ker ni grozljiva. Ja, pač ni to klasična grozljivka. Je pa Chris Hemsworth, super not. Chris je vsod, super. Gremo dalje. Igor, kaj je tebi? Ali mi to boš ti naprej? Igor, kaj je na tvojem seznamu? Izberi eno. Prav. Bom kar začel z to, ki me je najbolj pretresla v zadnjih letih in sicer Čarovnica. Ta je zdaj na vseh lestvicah pač najbolj grozljivih filmov. Čeprav jaz priznam, da še nisem zasluženo. No, bom zdaj pogledal. Film je postavljen v puritansko ZDA. Družina, ki meni, da je skupnost postala čist razuzdana in jih izobčijo, ker so ful bolj hardcore, kot so bili puritanci, grejo živeti sami v gost in potem tam... To je nek The Village premisa. Razen, da so čist sami. Kulisa je taka. Okay. In potem tam v gozdu ena starejša hčerka pazi dojenčka tam malega in se skriva tako, da nime in potem dojenčka na eni točki ni. Spet mežikanje, da se vrnemo in vidi, da se nekaj v gozdu bližnjem premaknila. In pač Čarovnica. In potem pač vidiš tudi Čarovnico in predvsem pa vidiš družino, ki se vedno bolj sesuva vase, ker se jim dogajajo, probajo rešiti, ampak ne znajo, ne zmorejo in potem zelo dark konec. Jaz pa nisem vedel za ta film, naprimer, pa mi ga žena rekla, kao, pač ima rada bolj te neke etno-sub-American, mislim, neke take folklora. In na koncu, ko one pozor kvarnik poletijo v nebo, sem bil tako, what the fuck ti meni tu serviraš, ker sem sploh horor zelo težko prebavljam. To smo že ugotovili. Pač zelo težko prebavljam, ker kričim zraven, sorry, jaz kričim. V kinu ni kričal. Zato, ker pač ni bil toliko grozen. Ampak Witch, koliko sem ga pogledal, mi je bil res super. V zadnjih 3 letih med top 5, res. Res. Bom še jaz pogledal. Definitivno. Tale Anna Taylor-Joy, ali Anja, ki je v glavni vlogi, je pa tudi zdaj v tem Shyamalanovem. V Splitu je bila, ne? Splitu je bila. Če si zadnjič rekel, njen superpower je, da je bila zelo rabljena. Se tudi tle je bila na nek način. Sploh sta creepy, ona dva njena bratec in sestrica, dvojčka, ki si poeta in čestita. Meni zmaga ona scena, sorry, ali še če tem zdaj drugemu še to pokvaril, ampak kozle spregovorite. O moj bog, kaj jaz gledam. Otroci so pa itak zmeraj taka, tudi najbolj ene creepy meni stvari v otrocih. Pa se bomo še kaj omenili. Mito, kaj imaš ti na seznamu? Jaz jih imam ful, lahko moje otroške drame, čeprav najhujša grozljivka je meni volitve v državni zbor. Omenil bom, naprimer sodobno eno bom omenil, torej Quiet Place. Ker je horror, klasično horror je to, ampak z full dobrim twistom, torej kako 2 strani scenarija prevesti v film. To je družina Krasinski, ne? Ne vem, če se... Pač celotna premisa tega filma je, da ne moreš govoriti, zato ker obstajajo pošasti, ki reagirajo na najmanjši zvok. In tisti, ki želijo preživeti, morajo hoditi po prstih, po pesku. Živeti v totalni tišini. In
tale suspenz, ki ga gradijo, kako se vse igra, na kakšne načine se vse igrajo. Naprimer, da na mesto klasično horor kričanje prevedajo v rdeče lučke, naprimer, da opozarjajo na nevarnost. Potem mami, ki je visoko noseča, kako bo to sploh šlo skozi, kako te ta suspenz drži. In je v bistvu hkrati ful lepa družinska zgodba, ki v bistvu ono oče, ki se bori za nje, pa žrtvuje za nje, pa mami, ki se postavi zopet močen ženski lik za nje. In mislim, to res ful priporočam. Jaz sem bil na robu sedeža. Tudi najbolj mi je pa bila všeč reakcija v kinu, ker vsi nekako zdaj že klasično čeblajo, ne, in prosim folk, če greste v kino, shut the fuck up, ker pač gremo uživati, pa nekaj pogledati, ne, ampak tam so po 1 minuti utihnili, ne, in se tako je vedel, wow, nekaj se dogaja, nekaj je dober, ne, in to je meni bil najboljši barometer. Definitivno ta film, če ga gledate doma, ker zdaj pač ni več v kinu, ali imate ful vrejo ozvočenje, ali pa zdaj te slušalke gor, drugače pol zgubi tega doživetja. Definitivno. Zvočno čist hud film, pa Emily Blunt. Epic. Super. Jaz bom omenil, da gremo malo ven iz evropske, ameriške produkcije Audition. Skratka, gre za film iz 99 Takashija Miikeja, ki je eden mojih najljubših čudaških režiserjev, ampak ta film je kar klasična, mogoče ne toliko grozljivka kot crkljivka, ali pa neki thriller, neki vmes. Skratka, nek vdovec išče si ženo, prav po nekakšnih oglasih, oziroma dela audicijo za novo ženo in tam naleti na neko... Je to glavni problem njegov, da on se pretvarja, da dela audicijo. Ja, tako je, imaš prav. Evo, zdaj sem neko vlogo ali oglas ali v resnici pa išče ženo, oziroma svojo. Tako je. In tam naleti na neko bivšo balerino, zelo tako krhko žensko, kjer pa počasi pa skozi film spoznavamo, da neki njeni detajli iz njenega CV-ja se ne ujemajo in to niso Excel tabele, da se razumemo. In potem, skratka, to je en film, ki počas gradi to grozo, oziroma neko sumničavost do te ženske, kaj je z njo, nekaj je narobe, ne veš točno kaj. Jaz, ker sem ga prvič vedel, nisem vedel, da je to grozljivka, oziroma nisem razumel, kaj je to, ta film. In potem zadnji prizor, nekaj najbolj krvavega, norega v življenju, kar sem jaz kadarkoli videl. Jaz sem bil, mislim, da to je eden teh filmov, kjer sem jaz bil totalno v stolu. No. Če bi se lahko zlil s stolom, bi po moje bil pol tekstura, pol človek. No. Ja, res, to je film, ki te na koncu pa te popolnoma, ki te psihira cel tisti uro ali pol, kako dolgo traja, na koncu pa tisti krvavi prizori, tisti njen napad tega človeka, to je pa nekaj najbolj norega. Jaz sem njenemu kolegu priporočal in je rekel, da je tak vstavil po 20 minutah, šel preveriti na IMDb, če je to res grozljivka, da ni to družinska drama, končalo se je pa tak, da sta on in njegova punca kričala v TV. To je kar. Tako da to za meni, pač jaz sem zmeraj imel zelo rad azijske grozljivke, oziroma pač japonske in te, ampak meni je recimo ta dosti bolj grozen kot pa Dve sestri, recimo, ki jo vsi omenjajo na top listi, recimo, ali pa Oko, ali pa tudi Ring, mogoče ga kdo meni, pač pri Ringu je meni tisto njeno plazenje iz TV-ja grozljivo in nagražno in mi gre na živce, ampak to je tudi edino, kar mi je v tem filmu, vse ostalo mi je pa, pač ženska z TV-ja pobija, to meni tu ni nikoli delalo, mi je naprimer že The Grudge, ki je ista fora z neko dolgo laso v bledi obliki, mi je bil bolj grozen kao v teh momentih. Grede, Japonci so prvi naredili, mislim, da lani mashup, da je ona iz Ringu, pa ona iz Grudge se borita, katera bo terorizirala. Alien vs. Predator. Japonci čiskal, Godzilla, pa ne vem kdo še kaj. Ja, nisem bizarno, gledal sem, ko si omenil Takashija Miike, jaz sem ful njegovih filmov pogledal in eden bizarn vampirski film, najstniški. Tak si ne moreš verjeti. Pa je tak, ampak je tak najstniški film narejeno, ne? Pa ni nič kaj krvavo, pa to, ampak vmes je scena, da vampirji dobijo samo device. In pol ima en fotor idejo, da bo probal posiliti hčerko zato, da bi ona... Briljantna. No, in pol ga ona prefuka in ga nadere, kaj se gre. Kar se mi dozdelo, tako zelo rešitev. Spet zelo japonski film. Kaj še omenili, Igor? Ja, jaz imam pa zdaj eno bizarnost, ki pa je tudi azijska, ampak je naredil Valižan. In sicer Gareth Evans. In trenutno je njegov film Apostel na
temu Netflixu, ampak ni bog ve kaj, čeprav ima kar vrejo cene, meni ni bil všeč. Ima te folk elemente, to bi znalo biti Tini mogoče, ampak njegov predprejšnji film v sklopu Omnibusa VHS 2 je pa čist scary in sem si pol nohtov pojedel. VHS 1 in 2 sta oba zelo v redu, tako vsak Omnibus imaš ene stvari, ki so v redu, pa ene, ki niso, ampak tale je pa daleč najboljša scena in sicer se gre za ene novinarje, ki probajo delajo intervju z enim vodjem enega kulta. Ne? In je tak čisto unassuming, middle-aged guy, debel malo in se v nekem kafiču dobijo in on pol reče, da jih bo odpeljal tja, če hočejo videti in oni imajo ful ene kamere skrite in tak dalje. In pridajo tja in potem tisti compound vedno bolj creepy, vedno bolj disturbing in potem pač ene te stvari, ki misliš, da pač on ima kult osebnosti, ki pač Manson style, ne? Ali pa ko reš pol ni čist in se zgodijo ful hujše stvari in je prav tak. In kar je ful vrejo, zadeva traja, ne vem, pol ure, ful je vrejo posneto, pa najdete tudi na YouTube, mislim. Tako da, ja. Ne spomnim se točno, kak je naslov, ampak VHS 2, v sklopu VHS 2 je nastalo in je res disturbing. Mito? Stvor. The Thing. Pak originalen domnevam. Ne? Seveda. Okay. Mimo grede, originalen pomeni oni iz 50-ih? Ne. Ne. Ja, imaš prav. Ok, za drog pa to je. Čak, on je pa iz 70, ne? 83. Ok, pa sem še smislil, da je tam nekje. Skratka, kar traslo varianta. Najbrž ga folk že gledal, ne bom zašel v obnovo noter, na hitro to se v bistvu dogaja na Antarktiki, ameriška posadka, ki ima tam lepo stojanko in od Norvežanov fašejo pač psa, kužka, ki se zelo čudno obnaša, medtem ko so oni vsi Norvežani mrtvi. Najbolj grozno pri tem filmu je zraven zvoka, ki je epic, zraven special effectsov, ki še danes držijo zelo dobro, je logika, da ti ne veš, komu več zaupati. Da v bistvu se ta stvar naseli nekam in zapopade tole telo, ki se potem normalno obnaša. Mislim, tale občutek negotovosti, ki ga Carpenter tukaj upelje noter, to je meni najbolj grozno. Niti ne tukaj potem one lovke ven letijo, pa konemo v prstnem košu roku po ena. To je vse slasher varianta, to je vse ok. Najbolj grozno vse meni je pač ta občutek ultimativne negotovosti, ko niti sebi ne more zaupati, ko niti sočloveku ne more zaupati, ko ne veš, kdo te bo fental, ali bo stene nekaj skočilo, ali z ust nekaj skočilo. Hvala. To je ultimativna groza. Ja, in mislim, jaz osebno tako rekel, slasherji pa vse te serijski morilci variante, meni to nikoli ni kako ne rečem, meni to ni ultimativna groza. Vse skočim, vse krčim, ampak mislim, bolje tale vse obsegajoč občutek, da je v bistvu res nekaj, kar te objame pa zgrozi do kostine in pač Thing, stvor, to naredi zelo dobro. Mogoče, če sem naštejemo še eni par, kaj ste še mislili omeniti, pa mogoče v stavku dveh. Jaz bi recimo tu The Others, ki smo ga sicer že omenjali v epizodi nazaj ali pa dve. Pač tle je zelo glasba tista, ki je ključna pri tem filmu, nekako pač ravno ti zvoki, ki so, in pa twist, končni je meni zelo všeč. Jaz bom dodal Tremors iz 90-ih, ki spet ni grozljivka, tipična in je komična, ampak za tiste, ki smo gledali kot otroci, ne vem, grozljivke z 50-ih, pa vse te filme o blobih in raznih čudnih stvorih, tle so pač gromozanski črvi v puščavi, to se meni zmer dopadlo. Plus Kevin Bacon, mislim, da je to prvi film, ki smo ga omenili z Baconom, mogoče na tem podcastu, kar je kar grdo. Tako da Poltergeist je eden mojih najljubših filmov, ker je tudi postavil te ene pravila žanra za strašno hišo, oziroma tako. Čeprav današnji otroci mogoče ne razumejo, kaj je to sneženje na TV ekranih. Ampak pa prizor za stol je nekaj najbolj groznega. Jaz to zmer, ko gledam, sam čakam ta
prizor, ker se ona obrne in pa so vsi stoli v trikotniku. In me je tok strah, pa ne razumem zakaj, ker se ne bojim pohištva. Misery je tudi eden teh, ki mi je všeč tudi zaradi tega, ker pač pisatelj, ki... to bolj gleda prav na tvoje psiho. Tako, ki dobi eno noro fenico, ki ga ne spusti. Vse, kar je King naredil bolj. Ja, tu je King. Exorcist je seveda tisti film izganjalec. Tisti je res hud. Ki je pač, Hudiča, ki je pač res film, ki je zame pač ultimativen grozen, zato ker pač je zelo v punčki, v podobi punčke oziroma tako, in otroci, in to je kar nekaj, kar mi blizu špila. Zaradi tega tudi The Shining, recimo, kjer pač ne tok, sicer super, seveda Nicholson, ne, ampak meni so ti, pri Shiningu mi je pa všeč to, da grozljivke vedno te dajo v small spaces, v temo in ne vem kaj, tle imaš pa ti gromozanske hodnike, velike dvorane in je ravno kontra, ampak to psihologijo, ki ti nabira, pa seveda bolj odličen. Nicholson je pač tisti, kar ti... To bi lahko rekel, potem Nicholson, tale lik zapolni ta prostor za njegovo grozečo psihologijo. Tako je. In pač tisti oni dve punčki, dvojčici, to je pač nekaj najbolj groznega in mogoče za konec bi jaz rekel še... Red Rum, Blair Witch Project. Pač to je eden teh filmov, ki je pač bil meni najbolj grozen. Hodil sem ga gledati za svoj 16. rojstni dan, ker je iz leta 99 in smo šli tako s prijatelji gledati to, ker sem slišal, da je to super film in mene je bilo pač tle mislim, da še vsaj 1 ali pa 2 leta nisem šel gob nabirati, oziroma gob nikoli nisem nabiral, ampak recimo Kostanjev in to, ker so se mi vsi gozdovi zdeli strašni. No? In to je pač tisto, kar je meni kul pri grozljivki, ki ti da nek in spet zelo psihološko dobro in pač inovativna ta uporaba kamere, ne, kjer imamo prvo perspektivo in vse te reči, čeprav pač ima pa najbolj dolgočasna nadaljevanja ta film. No. Jaz sem pogledal naslednjo dvojko vsaj in je pač tako še kar brezvezno. Dvojka ima pa oni twist, da video lahko verjameš, filmu pa ne. Tisto se mi je zdelo kar posrečeno, ampak... Ok, to je res, ampak ni pa, mislim, grozljivka. Trojka pa itak remake potem, ne? Trojka pa remake, Tako da to je z moje strani še vidva. Kaj sem še pozabil omeniti, povete še? Pozabil si omeniti Krik, mislim, nekako vmes smo ga omenili. Ja, smo ga omenili. Definitivno vredno gleda, zabaven in taki hudaniti je, dosti bolj je to. Agatha Christie scena, ne veš, kdo je, in isto kot pri umoru z Orient Expressa, ne moreš fucking vedeti, ker je toliko twist v tem, kaj ti nastavi vse skupaj. Odlična zadeva je Babadook. To jaz nisem gledal, ampak sem slišal. It Follows je super, Babadook, It Follows pa The Witch so nekako povezani v tem, da se osredotočajo na junakinje in da dost prekinejo sceno z tipičnimi žanrskimi stvarmi. Recimo Babadook je v osnovi groza matere, ki se more samohranilke, ki je mož umr in je od tu izhaja osnovna groza, potem tisto, kar straši in tudi kako to premagati. Čarovnico smo že omenili, odraščajoči punci in tudi It Follows, briljantno narejeno, spet o odraščanju, kjer pa gre za to, da pošast, karkoli, je nekaj, kar počasi prihaja za tabo in vedno bo ti sledilo. In edina varianta, da se tega rešiš, je, da preneseš na nekoga drugega s seksom, kar je tako ful obvisli za spolno bolezen. In fora je v tem, da ona prvič ima fanta, s katerim sta ful srečna, se dol data in potem jo on zadrugira potem in jo zveže na stol in ji reče, glej, tu zunaj je, prihaja, kmalu bo, rešiti se moraš in ji razloži vse skupaj, kako se je zgodilo in se je ful opraviči in pol jo pusti in zgine, in pol ona njega išče in tak dalje. To je kar lepa. Kaj to naredi človeku, ali je pol pripravljena ona spati z drugimi, da se začasno reši in ful hudo. No. Nismo tudi ne omenili Gialota. Come on, Suspiria, zdaj pride remake, en bolj pričakovanih filmov pri meni. To je res, danes smo sploh kar dosti klasike spustili. Zdaj, da Profundo Rosso, Suspiria, Izvirnik in še karkoli drugega od Argenta, pa tudi Romerata, pa jaz bi še zaključil potem z Wickermanom. Tako originalno. Originalni, seveda, ne Cage. That did not happen. Original je ful v redu.
In tudi imaš to The Virgin. Ja, original je kul, ker je cela skupnost, pač kot da zlo na nek način, ne? To se meni dopada. Ja. Ampak oni so srečni. Ja, veš kaj, jaz, da ne pozabim, meni sem zdaj se pa ne spomnim, kaj je naslov. Miha Macini je naredil scenarij na YouTube, je včasih bila pozitivna grozljivka, kjer nek mali deček hodi okrog po mestu in poje pač z lepim deškim glasom in se pol vsi spremenijo. Tako in se vsi spremenijo v njega in se širi dobro. In to je, mislim, da ultimativna grozljivka. Jaz nisem tega tako razumel, da se širi dobro. Mislim, širi se ta patetika. Ja, tako, duplicira se na nek način. Ampak pač je pa ta srečna, ta neka sreča, ki je... Ja, vseeno je tako Agent Smith v Matrici. Ja, to je taka stvar. Šteka. Lepa. Mito, še ti, kaj smo še pozabili meniti? Jaz bom par naštel. Ptiči. Ptiče je meni študija filma, naprimer, mi sploh ni grozljivka, jaz gledam to z začudenjem, kako dobro je to narejeno. Ne, prav horror, ki je mene, grozljivke, ki so mene presunile ali pa so mi všeč, je Žrelo, Poltergeist si omenil, potem Blair Witch si omenil, tudi jaz predvsem kot Kidričan / Šuma, kao tripam na gost. Tako. Tako da Blair Witch pa to in tukaj moram omeniti tudi še Deliverance, meni je to grozljivka, žal. Zakaj žal? Mislim, žal, ne, pač meni je res grozno. On se to prenaša na Kidričevo. Ja, pač jaz sem tam odraščal, veš. Mi smo hodili zvečer po gozdu v polni luni, naprimer, pa ga hodili pit, pa ne vem, žurat, pa petarde metati in pač grozljivke so bile del tega, ne. Da inštaliraš. Čakaj, Blair Witch sem namenil. Bolj Event Horizon. Še to sem pa pozabil. Event Horizon, super. To je tak sik, da jaz 3 mesece nazaj sem ga pogledal in pol sem še pol ure v bistvu bil obtičan na kavču, ker se nisem mogel premakniti enostavno. Poltergeist si omenil... Videodrom Cronenberga. Ja, lepa, čeprav meni niti... Ja, ni toliko grozljivka, mogoče spet ne. Ni toliko grozljivka, koliko je resnično. Ja. Ampak on ima ta body horror, ki meni vedno... Cronenberg ima v bistvu to obsesijo s telesom, vse to meni pri grozljivkah, ki mene najbolj prizadanejo, bom tako rekel, je takrat, ko se nekaj dogaja ali s tvojim lastnim telesom, ali pa ko je narava tako močna, da je v bistvu že sublimno. Kaj veš, sami ti neki... Antikrist, recimo. Na primer, ali pa melanholija, tudi je meni zelo grozna, ampak to je tista angst. Ali pa Morana. Ja, tudi. Ne, imaš čisto prav. Edini film, ki sem ga jaz pa gledal skozi prste, dost neznan, American Mary je naslov. Jaz sem film opazil zato, ker je plata bila od The National, ki so mi dost ljubi band, ki s tem naslovom nima nobene veze. Ampak naredili sta 2 mladi režiserki, sestri Soska, nekako tak se izgovori, ne vem, Kanačanki sta mađarskega porekla, dvojčici, in sta sick as fuck. Glavna junakinja je študentka medicine, ki začne delati illegal operacije, najprej za mafijo, potem pa pridejo ljudje z vedno bolj čudnimi. No, med drugim potem prideta one 2 režiserki, igrata 2 dvojčici, ki si hočeta malo swap body parts, da bosta... Aha. No, in je full, tak zelo visceral, vse te operacije in permutacije in je nagraužno. Ampak če ti je to všeč? Če ti je grauž všeč, gledaj. Vsakega drugače prizadane. Naprimer, jaz imam eno grozljiv, zame je grozljivka. Samo zaradi tega, ker sem imel travmo v otroštvu, ker nisem razumel, kaj gledam, ampak je pa film Ples vampirje. V stranski vlogi z Roman Polanskim. V bistvu je komedija. Ja, ampak jaz kot mulsko sem to gledal, meni ni bilo jasno, stari. Ne? In še zdaj, ko imam spominja na to, kako se tile tipi dvigajo, pa naprimer, ko Roman Polanski skozi ograjo roko zapiče, ampak v bistvu je zgolj rukavica. To so podobe, ki me pač zasledujejo in so mi še zdaj grozne. Dosti tega, jaz tudi It, recimo, mi je bil zmeri to grozno, ampak zdaj, ko sem gledal original, preden sem onga noga gledal, se mi ni zdel pač nič več posebnega. Mislim, da kao zgodovino, pa tvoj spomin tak napihne to zadevo. So stvari, ki so izjeme. The Thing prej omenjen. To ni niti... Ampak recimo moj mlajši brat je bil
Čaki mu je bilo strašno. Prosim te lepo, lutka, daj no. Ja. Za meni isto, naprimer, Crittersi, ne, naprimer. Takrat, ko sem kot mulj sem gledal, mi je bilo grozno, zdaj pa če pogledam sam trailer, se pa smejim v 3PM. Ena najbolj hilarious stvari, ampak mislim, da moraš biti podkrepljen, je Killer Clowns from Outer Space. To je že naslov je epic. Vesoljski krožnik, s katerim pridejo ti Killer Clowns, je pač valjda cirkuški šotor. Valjda. Bolj so ljudje, nenadoma je tu na tej jasi cirkus. In po njih klovni pobijajo. Super, to bi rad bil na tem sestanku zraven. Kaj bomo posneli? Killer Clowns from Outer Space. No, se tudi naciji se vračali z Lune in ne vem kaj vse. Tisto je super film, zlajba glasba. Kaj je že neki naslov? Iron Sky. Nadaljevanje, mislim, da so tudi dobili že funding. Se pa dogaja pod zemljo in je Nazis riding dinosaurs, obviously. Ja, to sem pa videl, da bo drugi del, oziroma ni še, ne? Mislim, da še ne. Mislim, bilo je oni, klip so naredili za... Ja, to sem, da ima crowdfunding. En film še moram omeniti. Zadnjega. Aliena, valjda. Kjerega. Ja, enko seveda. Ker pač to je horror žanr in v bistvu je kao in sci-fi, in horror, in močen ženski lik. Mislim, zelo pomemben je nasploh za razumevanje v različnih žanrov, teh dveh pa najbolj ne. Ker je res mejnik, vse zame. No, si tudi nadaljevanja so šla v različne vrste, recimo 4 je čist body horror, ne? Šla 3. 8. potnik, pa 58. potnik. Dobre nadaljevanje. 57 je, se pravi, se obreča. Blade. Ja, imaš prav. Pa smo spet pri Marvelu, ne? Vse se vrača k Marvelu. No, super, mislim, da smo dobro zaokrožili to stvar. Guillermo del Toro, Blade 2 je kar horror, on ima tudi zelo vredo elemente tega. Mogoče Panov labirint. Panov labirint, pa tudi ona hiša, Crimson Peak. Jaz sem ga gledal, pa v kino sem ga gledal, pa meni ni bilo. Ja, pač hrip je. Ne vem, jaz Del Tora ne maram kaj preveč. Mislim, Blade mi je okej, Hellboy mi je bil gledljiv. Furaš po Del Toro. To pa res ne vem, meni on nikoli ni bil všeč. Sploh ne razumem te obsedenstva, tudi on voda tam zadnjega dobo Oscara. To mi je bilo še kar tako. Mislim, Panov labirint je meni zelo fajn. Je pa res, da on ful ponavlja te elemente enih iz svojih filmov in pol imaš recimo v tem labirintu, imaš s Hellboyem, ful so si podobni ti kričeri, tudi ta iz vode, zdaj čist iz Hellboya, iz vode. Ne, se tudi, kaj že, on je El Espinazo del Diablo, je ful dober njegov, pa tudi imaš spet sporednic za Panovim labirintom, zelo skoraj vedno ima on nacisti, druga svetovna vojna, pa otroci. To se mu nekako ponavlja prav, ono je bilo, Shape of Water je bilo prav fascinantno, nič od tega ni bilo. Ja, se zato pa dovolj skrat. Mogoče se mu ga končno dali, no nacis, here you go. You've been served. Še kaj? Do konca sem pogledal The Haunting of Hill House, ki sem ga zadnjič omenil. In zdaj je to pravi naslov, si povedal, ne? Ja, pravi naslov in perfekt je to, gledajte, strašljivo je, glih prav elementov ima noter, konec pa ni terrifying, ampak je melanholičen in tak mora biti. Zelo lep zaključek. No, jaz sem pogledal do konca Sharp Objects. In? Končne scene, post-kredit. 9 od 10. Res super. Te je presenetilo? Ja, zelo. Predvsem pa, veš, tako bom rekel, ker imaš ogromno ljudi v svojem življenju, ki se v bistvu z različnim šitom ukvarjajo, pa včasih ne moreš pinpointati, zakaj se gre. Pa ko sem tole videl, mi je marsikaj postalo zelo jasno. Za tiste, ki imajo mogoče mommy issues, priporočam pogled, zato ker dobro dela. Trenutno pa gledam pač Daredevila, že zaradi naše oddaje in moram reči, da zdaj po 4. delu mi je bolj všeč kot pa prejšnji dve. Skratka, boljši kot prvi 2 sezone. Ja. Še boljši, mislim, ker prvi 2 sezoni sta top. Meni je prva top, druga mi manjka, Elektra mi gre na živce, pa The Hand, pa Stick mi gre na živce. Stick je meni cool. Pa daj ta mir, Stick je super. Bomo naslednjič imeli Stick dobro. Ne, ampak všeč mi je ta psihologija. Takoj v prvem delu, ko v bistvu zveš, Daredevil je zdaj ateist.
I like it. Tako da, ja. Spoiler alert. Okay, jaz bom spodaj še nalepil video, ki ste ga Matej Patljak in Vič Teh posnela, neko lestvico njunih top grozljivk v zapiske. Drugače pa mislim, da je to bilo, to je bila naša posebna epizoda za vse svete. Ni bila sicer 666, je bila pa 6. epizoda podcasta Obot, podcasta za serije, filme. 3-krat si jo zavrtite po boku. No, lahko pa tudi tako, ja. Sej, po moje, da vse te name, ki smo jih dropali zdaj, govorim grozno, pač vse te naslove, ki smo jih omenjali danes, predelajo in jih bomo dali zapiske, bojo po moje rabili malo poslušati večkrat. Skratka, to je podcast za serije, filme in risanke vseh žanrov, gostijo mreža Aparatus, z vami smo bili Mito, ne samo kupljen, ampak prodan Gegič, Igor Groza, grozliti Harp in Aljoša, celo kak film Zemo ston, preskočim kdaj, kot bi rekel Anže, fanta, kje se vaju najde na spletih, dajmo še to povedati spet. YouTube kanal in spletna stran gledal bom, na Twitterju kalendar Q, pa za vikend pišem, ki delamo na spletni strani, da bo že letos. Super, vikend spletna. Dobrodošli v 21. stoletje. Welcome. Mito? Buda Mit na Twitterju in Instagramu, Mito Gegič na Facebooku. Nora. Budino meso, misliš, to pričakuješ? Evo, let spuda nada šrempa na babi. Mito Gegič vse posod drugi. No, skratka, zahvaljujemo se Kino Bežigrad, kjer snemamo tale podcast in tle pač ujamete vse najnovejše filme, ki jih omenjamo ali pa ki jih bomo omenjali v prihodnosti. Če vam je bilo všeč, kar ste slišali, šerajte, lajkajte naš podcast, naročite se nam preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, dajte nam tudi kakšno ceno na iTunesih, čeprav imamo explicit oznako. Explicit oznako imamo zaradi vas. To je tudi res, ja. Trudimo se, prav, očitno se trudimo. Če ne bi preklinjali, bi inštalirali. Skratka, podprite platformo Aparatus, ki ima valjda odlične izbore podcastov za vsakega, ne samo našega, tudi drugi. Mi jih zelo radi poslušamo in šeramo in vse to. Smo v njih gosti. In smo v njih gosti, tako kot bom danes jaz. Ja. In če se v naslednjih dneh pač selite kam na podeželje, v kakšno samotno hišo zunaj vasi, ki se domačini iz nekega čudnega razloga izogibajo, dajte priglasiti sumljive nočne zvoke s poslušanjem našega podcasta. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot in tja lahko smerjate vprašanja, pripombe, komentarje in vse to, kar pač vam pade na pamet tisti trenutek, ko nas poslušate. Sicer se pa slišimo tokrat spet čez 2 tedna in sicer bomo za vas se lotili 3 Marvelovih serij, 2 sta se ravno kar končali, mislim, ne dolgo tega končali, ena je pravzaprav pred kratkim prišla ven in to so Lukec in njegova kletka, Jeklena pest in Hudiček. Drzni hudiček, tako da ja. To je to, čez 2 tedna se spet slišimo, z vami bomo Igor, Mito in Aljoša in mi smo out. Hvala.